rake. In kot predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in specialistka javnega zdravja na Onkološkem inštitutu Ljubljana sem izjemno vesela in ponosna, da je Slovenija uspela do sedaj uvesti vsa priporočena presejanja na način, da so rezultati izjemno dobri in nas zato pogosto dajo za zgled drugim državam. S presejalnimi programi Zora, Dora in Svit smo reševali in bomo še naprej reševali številna življenja in tudi novih programov smo se lotili enako zavzeto. Želimo si, da bi lahko presejali za vse rake in za vse hude bolezni, vendar žal vsi raki niso ustrezni za presejanje. Zavedati se moramo, ker na presejalne programe povabimo res zelo veliko število zdravih, zato da preprečimo raka pri peščici ali ga odkrijemo zgodaj pri peščici bolnih, so merila za zagotavljanje kakovosti v presejanju še posebej stroga. In od presejalnih programov zahtevajo ustrezno ravnovesje med koristmi in tudi škodo, ki jo lahko presejanje povzroči. Kakšno škodo lahko presejanje povzroči, naprimer, če uvedemo presejalni program v sistem in s tem oslabimo diagnostiko in zdravljenje simptomatskih bolnikov, nismo naredili veliko. Se pravi, presejalne programe je treba premišljeno načrtovati in premišljeno uvesti v zdravstven sistem, zato da bomo vsem ljudem pravzaprav omogočili pravočasno, kakovostno in dostojno obravnavo. Leta 2022 so izšla prenovljena priporočila Sveta Evropske unije za presejalne programe, ki jih bomo danes predstavili in tudi v njih razpravljali. In naša Slovenija je priporočila pričakala pripravljena točno 2 leti nazaj, na novinarski konferenci v začetku 40. slovenskega tedna za boj proti raku, ki je potekal pod geslom Slovenija pred novimi presejalnimi programi, smo pojasnili slovenski pristop k preverjanju novih pristopov za presejanje in danes bomo pogledali, kam smo prišli od takrat in kam gremo. Moram pa povedati, da res brez tesne podpore odločevalcev, predvsem ekipe na Ministrstvu za zdravje in tudi finančne podpore Zavoda za zdravstveno zavarovanje, danes Slovenija zagotovo ne bi bila tu, kjer je. Zato zahvala njim in hkrati poziv, da nadaljujemo po začrtani poti tudi s preverjanjem in uvajanjem novih presejalnih programov. In preden predam besedo naprej, bi se rada zahvalila tudi vsem nevladnim organizacijam, našim regijskim društvom za boj proti raku, vsem drugim strokovnjakom in prostovoljcem, ki pravzaprav skupaj z nami in mi skupaj z njimi pišemo to zgodbo, za katero verjamem, da je prišla ob pravem času in da gre proti pravemu cilju.